Dober dan, lep pozdrav, lepo vas je videti v tolikšnem številu. Dobrodošli na Vodnikovi domačiji, na dogodku, ki ga poleg Vodnikove domačije organizirata tudi založbi Umko in Beletrina. Moje ime je Boštjan Narat, danes pa se bom pogovarjal z Ireno Štavdohar in z Vesno Milek o njunih novih, še zelo svežih, sploh Vesnina knjiga je absolutno sveža, knjigah Globoko v gozdu in pa Kleopatra, novi svet. Boste vzeli mikrofone? Dejta. Kakšno 2 meseca nazaj sem tukaj na tem istem modru, razen da smo bili obrnjeni navznoter, gostil Pijo Prezelj, vedve ste bili v publiki, danes gostim vaju in pač kar ponuja se vprašanje, kaj se dogaja tam v spodnjem Bežigradu, kaj daje v vodo, da producira ta prostor tolikšno in količino in kvaliteto, ko govorimo o slovenskih pisateljicah, ampak nasplošno ste seveda zelo povezani. Drugi ste tudi pisali že v preteklosti, zdaj spet besedila za hrbet, besedila za zavihke. Skratka, kaj sta drugi kot pisateljici in kot prijateljici? Kdo bo prvi? Krdej ti, prijateljica. Si že prva. Draga, ja. Kaj sva drugi? Druži naju, poleg tega, da obožujeva knjige in da nekako piševa, ne, in da imava mizi skupaj na Sobotni prilogi že zelo dolgo časa in da se ves ta čas, skoraj 20 let, medsebojno podpirava, da je bila nekaj časa Irena tudi moja urednica na Sobotni prilogi, ena najboljših urednic, ne, najboljša urednica, ne, kar sem jih imela. Ja, ker se vemo, to so bili oni časi, ki je bilo zelo redko, da je bila kakšna, da je bilo kakšni ženski prepuščeno biti urednica. No, kakorkoli, druži naju tudi nek zelo talentiran fant, ki ga je Irena prevzela meni. To je Rok Marinšek, ki je naredil naslovnice obeh knjig, pa tudi vse Irenine, skoraj vse, ja. Pa vse moje, skoraj, no, vse sem malo dolgo na svetu. Druži naju pa tudi to, da sva si obe rekli, oziroma Irena je rekla, da si želi, da je na zavihku knjige tekst nekoga, ki čuti knjigo, ki je blizu, ker to pač nekako se lepo poveže s knjigo in ji da nek lep zalet. In po moje zato, in jaz sem isto rekla, jaz hočem, da so na ovidku knjige ljudje, ki jih imam rada, ne? Irena, poleg Vesne imaš ti na ovidku, a si hotela še povedati, odgovoriti na... Ja, hotela sem povedati tudi to, da med ustvarjanjem ali pa tudi med pisanjem članka za Sobotno prilogo zelo dobro veva, katera piše in kdaj je kakšna kriza in kdaj kakšen članek recimo za Sobotno prilogo ne gre najboljš, tako da tudi to, da samo nekomu razlagaš, zakaj ti nekaj ne gre, je v bistvu včasih ti pride zelo prav. Poleg Vesne ti je na zavihe knjige par stavkov napisal tudi Vlado Kreslin. Kar sem zelo vesela. Ja. Ne dvomim. Seveda, ko sem prebral ta njegov tekst, sem ga takoj slišal v glavi z njegovim glasom, ga je v bistvu zapel in tako sem se spomnil na en komad še iz 80-ih iz svojega otroštva, se pravi komad od Martina Krpana. Čas nam krade in žrem oči, polni glave, prazni oči, pa ceste, od višine se zvrti. Kar je staro se novo zdi. Kar je staro se novo zdi. Super komad in super vers. In v bistvu me je nekako napeljal na vprašanje o starem na eni strani in starodavnem na drugi. In če bi mogoče začel naš pogovor s to razliko, kje se konča staro in kje se začne starodavno, ali pa po drugi strani sploh ne gre za razliko v kvantiteti, ampak za razliko v kvaliteti, da je starodavno nekaj drugega kot staro. Se mi zdi, da bi Vesna lahko več govorila o starodavnem, kot jaz na nek način. Mislim, da ste glede na vajino delo obe dve kar zelo
fascinirani in navdušeni nad starodavnim, tak občutek je. Jaz sploh nisem vedela, da bo ona imela celo poglavje o egipčanskih bogovih, metamorfozah, bogovih z živalskimi glavami in tako naprej, pa sploh pa o dionizičnem ritualu oziroma o začetkih gledališča. Tukaj imamo tudi Dušana Mlakarja, ki veliko več ve o tem, ampak vseeno jaz bi lepo naivno rekla, da se je gledališče itak začelo v Egiptu, ne? Če misliš na to starodavno, na ta del Irenine knjige, ne? Ozirisovi misteriji. Začelo se je pač takrat, ko so se ljudje hoteli izraziti. Ne? Veš, pač takrat so bile te religiozne prakse, misteriji, magični rituali, ne? Potem smo pa prišli v gozd. Jaz mislim, da se je začelo že zelo prej, pač ne samo gledališče oziroma umetnost. Jaz mislim, da je prvi človek poslikal jame starodavne, o katerih tudi pišemo v knjigi, se je v bistvu iz nekega biološkega bitja spremenil nekoga, ki zna brati simbole. In ta knjiga je polna v bistvu zgodb po simbolih. In glede Egipta pa moram reči, da so zvestno potovale po Egiptu skupaj in da sem se tam od nje zelo veliko naučila, ker ne ve veliko samo o Kleopatri, ampak tudi o bolj starodavnem Egiptu. Tako da biti z njo v teh svetiščih je bil zame zelo, zelo velik privilegij. Moram reči, da sem se zelo veliko inspirirala in naučila. No. Zelo lepo potovanje je bilo to, mislim. Jaz sem razmišljala o Agati Kristi, mogoče malo več, ona pa ne, ti si sedela ves ta čas plovbe, ne, ko se nismo izkrcali ali pa zaustavili v enem od svetišč, ne, ob obali reke Nil, si ti sedela ves čas v kajuti, to se je celo vstopil v knjigo, prvo knjigo Kleopatra, sedela in gledala ta Nil in te živali in je bilo tako, da si hipnotizirana. Jaz nisem že videla človeka in tako je ostala v meni ta podoba ženske s svetlimi lasmi, golim hrbtom, kako gleda skozi kajuto ladijsko v reko Nil in ves čas samo, glej, bivol, glej, ptica. Nil je bil nekaj, kar me je zelo fasciniralo. In vsak večer me je Vesna vprašala, katero svetišče ti je bilo najbolj všeč, in jaz sem skozi odgovorila. Najbolj mi je bil všeč Nil. No, pa se, ko govorimo o starodavnem, ko govorimo o umetnosti in sploh v tvoji knjigi je seveda ta povezava med naravo kot tistim pravim obrazom starodavnosti in kot tistim verom, temeljnim verom umetnosti v bistvu ves čas prisotna. Ne? In mogoče eno teksto, ki mi je v tem smislu najbolj nagovoril, je tekst z zelo pomenljivim in lepim naslovom, Kako se izgubimo. Prav, kako se izgubiti, ker zanimivo je, da v tem tekstu v bistvu daje že tudi recept, da rečem, za to, kako se najdemo. In ravno zgodba kot v bistvu zemljevid, kot neka navigacijska metoda je tisto, kar nam omogoča, da se potem, ko se izgubimo, hkrati tudi najdemo. Ja, zato ker se mi zdi, da kako so nastale zgodbe, to je v bistvu tudi nekaj, kar me je v tej knjigi ves čas zanimalo. In je zmeri, recimo, zgodbe so nastale tako, da so se ljudje, pač, mislim, naši daljni predniki, so se v bistvu, so nek zemljevid mentalni, nekega prostora risali tako, da so govorili zgodbe, recimo, ne vem, ob tem pa tem kamnu sem srečal ne vem, ježa in potem sem šel naprej in je tam mi to rekel ta, to se pravi, da je zgodba na nek način zemljevita. Ne. Nasploh so me pa tudi zanimale, zmeri se mi zdi, da so pokrajine, tiste zunanje so tudi v nas, da ljudje, ki se recimo rodijo v ravnici, so drugačni kot ljudje, ki se rodijo pod Triglavom, recimo. Da so to, da pač narava je v bistvu zgodba, ki sestavlja to, kar smo. Da tudi recimo religije so nastajale v različnih pokrajinah. V puščavi je lahko to bila samo zgodba o nekem velikem bogu, a ne? V gozdu pa so tam bili pač neki poganski rituali, neke skrivnosti. Grški bogovi so pod vročim mediteranskim soncem zelo podobni ljudem, imajo iste lastnosti, tako da to, kar je zunaj in znotraj, se pravi narava zunaj, kot jo vidimo, in narava v nas, to je tisto, kar je bit te knjige na nek način. Tudi večkrat citiram Henrija Thoreaua, ki je rekel, če takrat, kadar smo v gozdu, tudi gozd ni v nas, s kakšno pravico smo potem mi v gozdu. To se mi zmeri zdi tako vodilo, ko gremo v gozd, včasih popolnoma pod stresom in si mislim,
gledajo naokrog in naj pride gost vate, pa bo pol vse v redu. Da, ja. Mislim, da je zelo lepo naključje, ali pa tudi to ni naključje, da smo samo nekaj korakov od gozda, ne, in to gozda, ki ga tudi v bistvu večkrat omenjaš. Se pravi, ja, se mi zdi fascinantno, da ima Ljubljana tako divji gozd na Rožniku. Tam živijo, jaz sem večkrat se sprehajala po tem gozdu z različnimi biologi in tam živijo jazbeci, mislim, pač divje živali in to tako neskončno blizu nas. Ne? Se mi zdi, da včasih v kakšnih mestih, manjših mestih, ki so jih zdaj v bistvu obkrožili z BTC nekimi centri in obvoznicami, teže prideš do gozda, kot v našem glavnem mestu. Vesna, kako pa ti razmišljaš o tej dimenziji umetnosti, tega, kako se izgubiti, kako se po drugi strani najti, to, o čemer je govorila Irena, se pravi zgodba kot zemljevid, ker v končni fazi tudi Kleopatrina, oboje dvojnica je, ja, okay. Torej njena zgodba je seveda tudi na nek način zemljevid, ne samo, da rečem, njene duše, ampak tudi časa, ki ga živi, prostora, v katerem prebiva in tako naprej. Ja, to pa je bil kar hud preskok iz tega gozda, ker sem že v tej Irenini magiji bila, ne, na začetku tega pogovora, tako da ne vem, če bom zdaj odgovorila na vprašanje, ampak jaz sem skozi njeno knjigo pravzaprav spet prišla v stik s tem magičnim z naravo. Jaz sem pa dejansko odraščala globoko v naravi. Prav tako boj na požiralniku, ne ob Cerkniškem jezeru in zraven so bili gozdovi, javorniški gozdovi. Tako da kot deklica sem bila zelo divja in sem skozi Irenino knjigo na nek način se spet spomnila, kaj je tisto, kar je bilo najbolj moje, ne? In kaj je zares trenutek sreče oziroma kako lepo se je izgubiti v gozdu, kot Irena pravi, tako kot se izgubiš v romantični ljubezni. No jaz pa ne vem zakaj, mogoče ravno zato, ker sem pač velik del svojega otroštva in najstniških let preživela v stiku z naravo, sem to vez nekako odrezala v trenutku, ko sem prišla v Ljubljano in sem se začela zgubljati v drugih stvarih, mogoče v galerijah ali pa v knjigah ali pa v nekem dogajanju, pa v glasbi, pa koncertih, pa druženju, ne. In tudi ne vem, kdaj je ta Kleopatra, kot si me vprašal, ponovno vstopila vame, ker Kleopatra je pa vstopila hkrati v tistem otroškem obdobju, ne, ko sem pač našla tisto orumenelo knjižico Oskarja von Wertheimerja, judovskega pisatelja, ki je pač napisal zelo posebno knjigo, ki jo jaz takrat pač pri 5-6 letih nisem razumela, sem pa hotela živeti tam ob Kanopski cesti v Aleksandriji in tako naprej. Skratka, tako kot je rekla Irena, jaz sem že kot otrok si zamišljala pokrajino, ne, svoje junakinje, ki sem jo izpisala, ne vem, 30-40 let kasneje, ne. Ampak ne vem, kaj si me pravzaprav pa vprašal, ker to Odgovor je pravilen. A je pravilen? ABC, ne? Super, hvala. Irena, še eno stvar bi te vprašal. Nekje zelo lepo napišeš, oziroma se vprašaš, ali je narava zadnje zatočišče anonimnosti. Zakaj je anonimnost dragocena, oziroma zakaj se ti zdi dragocena? Ne vem, danes se mi zdi, da vsi na nek način sanjamo, da bi imeli neko samotno hišico v gozdu. V takem času zgleda živimo. Tako da... Tudi Zuckerberg to sanja, oziroma on to dela. Ja. On kup gozd. Kje pa zdaj on prišel v to zgodbo, na ta oder? Pustimo ga. Ne vem, zelo mi je bila všeč knjiga Sylvaina Tessona, francoskega pisatelja, ki jo zelo priporočam, o sibirskih gozdovih, kjer je on, mislim, da je 6 mesecev ali celo malo več preživel v hišici ob Bajkalskem jezeru, to se pravi ob največji zalogi sladke vode na svetu. In mi je bilo všeč, kako je on, podobno kot Thoreau na nek način, pisal, dojemal to svojo samoto, obdal se je s ful knjigami, tako kot Thoreau, in potem opazoval živali, ne samo živali, tudi te prebivalce, ki jih je srečeval tam in se je navduševal nad njimi. Mi je pa všeč vedno znova zgodba o Tessonu, to se pravi o Thoreauju, to se pravi o transcendentalistu ameriškem, ki je, ne vem, mislim, da je 1 leto živel v
ob Valdskem jezeru, blizu Bostona, v hišici, ki se jo je stesal sam. Živel je samoti, imel je 3 stole v svoji sobi, enega za samoto, drugega za prijateljstvo in tretjega za družbo. Ampak ni bil tak klasičen samotar, ker treba je vedeti, da je on napisal tudi eno zelo pomembno knjigo o državljanski nepokorščini, ker se je, takrat je bila Amerika pač, so imeli pač še sužnje in se je on odločil, da take države ne bo več podpiral in je nehal plačevati davke in so ga zaradi tega celo zaprli. In ta zgodba se bi... Zdaj pa dela. Ta zgodba se mi zdi zanimiva zato, ker govori o tem, da tudi če si ti samotnjak, ne, če tudi hočeš biti sam v hišici sredi gozda, si lahko tudi družbeno angažiran človek, ker ta knjiga o državljanski nepokorščini je v bistvu inspirirala tako Gandija, o njej je pisal Tolstoj in Mandela in je v bistvu še danes vredna branja, to se pravi, kako se upreti državi, tako da nehamo plačevati davke. Ravno to se mi zdi, da ko nekako beremo ti 2 knjigi skupaj, Jaz sem ju, Sočustvujem. Zdaj pa odgovor napačen, prej bil pravilen, zdaj pa napačen. Skratka, ena stvar, ki se mi je nekako prepletla v glavi, so ravno ta neka razmerja, ki jih mogoče ponovadi razumemo kot dosti samoumevna, pa v resnici niso. Rekla si samota, ne, se pravi ta ideja, ok, gremo v gostu to neko brunarco, ampak v resnici tam nismo sami. Ne. Se pravi, lahko je prostor samote nekje povsem druge, lahko je prostor samote egipčanski dvor, na katerem si kraljica. Ne. Vemo, da tvoja Kleopatra še kako ima te momente, trenutke, ko se v resnici počuti sama, počuti se nemočna, kar je spet skregano z neko osnovno podobo, ki jo imamo, podobo kraljice. In v bistvu počuti se, da rečemo, vse prej kot veličastna v smislu, kot jo mogoče pač doživljajo vsi ostali. Ne? Se pravi, kako lahko v bistvu v nekem gozdu, v neki zelo intimni situaciji čutimo več moči, čutimo več kot pa na egipčanskem dvoru. Tako da tle sem si izpisal 3 stvari oziroma 3 izjave tvoje Kleopatre. Ena pravi... Zdaj smo že spet Kleopatri, jaz sem že pri Troju. Skos smo povsod, se to je najlepše. Lahko zajezim Nil, lahko zgradim svetišče, lahko zamahnem z roko in umirim množico, ne morem pa umiriti svojega srca. Na drugi strani pravi nekje, jaz znam, jaz zmorem, jaz vem. In na koncu, oziroma še prej pa nekje, sama moram, vse moram sama. Skratka, kako se ti je v bistvu pisala ta ženska polna vseh teh paradoksov, s katerim je morala živeti? No? Ja, jaz si bom zdaj pomagala, ker drugače lahko govorim 1 uro, ne, pa to ne bo. Ne. Jaz si bom pomagala s citatom Aleksandra Hemona, ki je prav na tem odru govoril o tem, pa tudi meni potem v intervjuju rekel, da je v bistvu pisanje fikcije, oziroma tudi konec koncev delno autofikcije, ampak pisanje, pripovedna literatura je v bistvu to, da ti vstopiš v izkušnjo drugega in glede na svojo izkušnjo. Ne? Skratka, zdaj se pa ne spomnim dobrega citata, se bo v sobotni prilogi, no? Ampak da v bistvu dal mi je nek ključ za to, kar sem pravzaprav počela s to knjigo, pa niti nisem sama vedela. Ne? Ta Kleopatra ima tudi seveda dele mene. Jaz sem se skozi svojo osebnost vstopila vanjo, ne bi mogli pač imeti bolj različne osebe od mene, kot je Kleopatra. Ne? Ne gre samo za to, da sem mitoman, kot mi je nekoč rekel Dušan Jovanovič. Dejansko se je zgodilo nekaj, da me je to poklicalo, da sem slišala nek glas, že 25 let nazaj, če sem iskrena, in da sem izpisala nekih 20-30 strani v tako imenovanem tem navdihu, flowu, in potem se pač ta flow ni več ponovil na tak način in potem sem jaz to začela plesti in bolj, ko sem vstopala v zadnjih letih vanjo,
bolj sem začutila te paradokse. Ker recimo meni je Lenart Zajc rekel, to pa je bila hladna, preračunljiva beč. Upam, da jo boš tako napisala. Mene pač tak tip osebe ne zanima. Torej, kaj je mene zares zanimalo pri tej Kleopatri, da sem jaz toliko časa posvetila? To je vprašanje. In mislim, da me je zanimalo prav to, kako iz nekega mita narediti osebo iz mesa in krvi. In to, kot si rekel, imam vse, nikoli nisem sama. Ona je bila vzgajena, da ima vse. Ne vem, koliko veste, da zato je mogoče ta stil pri tej knjigi tako povzdignjen, ker ona je dejansko bila vzgajena, da je pač inkarnacija boginje Izide. Danes imamo, kot veste, cel kup bogov, ki to kažejo na druge načine, ampak niso prebrali polovice Aleksandrijske knjižnice, niso imeli takšne izobrazbe že od 2. leta starosti. Ona je bila psihopat in narcis, najverjetneje. Tako kot vsi tisti, ki vodijo. Politiko se je ukvarjala. Ukvarjala se s politiko, pa tudi z gospodarstvom, filozofijo, umetnostjo, lepoto. Mislim, ni področja, ki ga ne bi obvladala. Verjetno je bila genialna, tudi ta Oskar von Wertheimer trdi, ampak mi tako ne moramo trditi ničesar, ker vemo, da o Kleopatri imamo take podatke, približno, mislim, bolj natančne podatke kot o Jezusu, ampak o njej so tako kot o Jezusu pisali šele 70-80 let po njeni smrti. Tako da zares pa o njej so pisali sovražniki. Se pravi, tisti, ki so bili v službi Rima oziroma cesarja Augusta, ki je bil njen smrtni sovražnik. Tako da ja, to, kar sem pač poskušala odgovoriti z Aleksandrom Hemonom, greš v osebo in skozi lastne izkušnje in izkušnje vseh ljudi, ki si jih kdaj srečal. Tako, kot je prej rekla Irena, zgodba je zemljevid. Jaz sem se pa poskušala tej Kleopatri pač približati tudi skozi sebe, ker mi smo vsi ljudje, mi imamo na tisoče osebnosti v sebi in skozi to knjigo je prišel tudi en del moje osebnosti, ki je bil dolgo časa zatrt. Mene v bistvu pri tej knjigi fascinira to, kar sem tudi napisala v tem blurbu 2-krat v bistvu. To, ker jaz berem to knjigo in ne morem verjeti, kako z lahkoto se zdi, da je napisana in kako ta Kleopatra gre skozi tvoje telo, skozi tvoje prste v knjigo. Kako teče kot Nil, ki sem napisala. Najbolj, da preberemo Irenin blurb in bomo vse vedeli. Ker jaz bi hotela skrajšati. Nisem dobil tiskane verzije knjige. Ti nisi tega prebral? Jaz nisem bral njenega blurba še. A veste, kaj je to blurb? Mi gre fulgarda beseda. Ne vem, kako pa je slovenska sploh? Ja, nimamo, dajmo si izmisliti, mogoče pol potem, ko končamo s pogovorom. To je ta napis na hrbtu, a veste. Mislim, da so tukaj vsi tisti, ki dobro vejo, kaj je napis na hrbtu. Ja, ne vsi. Ampak blurb je res grda beseda, no to se strinjam. Boš prebrala, kar je Irena napisala? No pa dajmo. Mislim, da pogoti, jaz v tej svetlobi ne vidim več. Ne, se lahko. A vse? Ja, okej. Ja. A ne bi bilo boljše, da bi Irena prebrala? Irena boljše vidi v tej svetlobi. Ne, ti preberi. Ko berem to knjigo, mislim. Raj bi pol prebrala iz Kleopatre. Vse imaš gledališke izkušnje, pojdi zdaj v... Sem pričakovala pol, da bi mi dal gledaliških izkušenj Kleopatre in monolog Vedela, da bo problem. Ko berem to knjigo, je glas Kleopatre tako živ, da vstopam vanjo, tako kot je ona vstopala v svojo palačo, v vročo puščavo, v srce svojega moškega. Bivam in živim v mislih vladarice, ki je starodavni svet vodila modro, politično, preračunljivo in hkrati s telesom in srcem, vse do konca. Kako vesna to zna? Ne bi vedela. Kdo ji narekuje te besede? Zgodovina Egipta pozna kot starodavno dlan. Filozofijo, mistične izreke, mitologijo, faraone, orakle, bogove z živalskimi glavami, ki nas učijo, da svet ni samo to, kar vidimo. Mojstrsko prepleta, pismo jaz res slabo vidim, mojstrsko prepleta daljno preteklo sedanjostjo z drobci lastne ljubezenske zgodbe, sodobno Aleksandrijo, z lepoto oaze Siva, ker se zdi, kot da se svojo glavno junakinjo spogleda iz oči v oči. In tu je še odnos med vzhodom in zahodom, večen boj, igra moči, nič se ni spremenilo. Slab pomoč je preračunljiva, kruta, hladna, krvava.
civilizacije umirajo, ker ne znajo biti ženska. To je pa ključno. Ne? Civilizacije umirajo in imperiji se spopadajo, tako kot imamo priložnost videti zdaj, ker ne znajo biti ženska. Ker je ženska nevidna oziroma zavita v preprogo. Spomnim, ta prizor je, mislim, Kleopatra ni samo zgodovinska osebnost, Kleopatra lahko rečemo je tudi pop ikona. Ne? Jaz mislim, da ko ena od asociacij, vsaj za neko generacijo, v končni fazi tudi za mojo, ko pomislim na Kleopatro, je Elizabeth Taylor in je ta famozni prizor. V končni fazi spomnim se tudi na Asterixa. Ne vem, skratka, Kleopatra je marsikje. Ne? Tudi jaz sem se. Ja. No, ampak ta prizor mi je strašno zanimiv, ker spomnimo se, ko se da rečem, Kleopatra predstaviti Juliju Cezarju, zavita v preprogo in je prinešena v njegove prostore. Seveda poznamo tisto verzijo, kjer spremljamo vizuro, pogled Julija Cezarja. Ne? No, ti si to v romanu spremenila. Se pravi, mi to, čeprav to je sicer v prvem delu, no? Ampak mi ta njen prihod oziroma prinos spremljamo skozi njeno vizuro. Se pravi, ona nič ne vidi, ona je nevidna, za povrh vsega je pa zavita v dragocen tepih, po dragocenih tepihih pa seveda že takrat, pa tudi še danes večinoma hodijo moški, ne? Predstavniki oblasti. In tle se mi spet porodi neka super paralela med vajnima dvema knjigama, ker ti pa tudi pišeš o nevidnih ženskah, predvsem o nevidnih umetnicah, o pozabljenih umetnicah, o v bistvu tem, kako na neki točki v zgodovini obstaja odločitev, ki celo neko tradicijo ženskih ustvarjalk, sploh na področju, ti govoriš konkretno o likovnih umetnostih, v bistvu pomete pod tepih, spet pod preprogo in od takrat naprej jih več ni. Ne? Ja, v bistvu to je poglavje, o kateri govorimo v slikarkah, ki so se ukvarjale, kako bi rekla, s klicanjem duhov in z duhovnostjo in so bile prve abstraktne umetnice. Danes si pač učijo nas, ne, da je bil Kandinski prvi, ki je naslikal abstraktno sliko. Jennifer Higgins, ki je napisala knjigo o ženskih umetnicah, pa ugotavlja, da so to veliko prej delale ženske, recimo Hilma af Klint, ki je s svojimi prijateljicami klicala duhove in potem slikala po njihovih sporočilih. Ampak tega v bistvu v zgodovini umetnosti ni zapisano, pa še več teh umetnic je bilo. Ampak tudi Kandinski, Mondrian ali pa Malevič so se ukvarjali z duhovnostjo, mislim, s klicanjem duhov, bom rekla, so skušali najti nekaj drugega v tem, nekaj nevidnega, tako da vendar so pri moških tudi ta del, ta bolj abstrakten del je tudi ni opisan v zgodovini umetnosti. Tako da ja, to se mi je zdelo tako nekaj nevidnega. Tako, in potem sem od teh slikark pač prišla tudi do mističark, ki so se mi zdele tudi zelo posebne in kot prvič dve stvari so me zelo presenetile. To, da so vsi mistiki brali visoko pesem, to se pravi neko najbolj erotično pesem v zgodovini literature in so to neskončno zbrali in prišli do nekih svojih videnj in izkušenj. In pa to, da so prve avtobiografije ženske pisale mističarke, ki so v bistvu pisale o tej svoji izkušnji. To se pravi, biografije so pač avtorice prvih biografij so mističarke. Ja, ne, zdaj mi ne bom mi uspela povezavati. Ja, visoka pesem. Ok, no pa povej. Ker je tudi nastopal Drži, ja. Ne, pa se ni nujno, ti si začel zdaj s tistim Cezarjem in Kleopatro, ki pač jo prinese v preprogi in Kleopatra, ki se na koncu ubije s kačo in to so res taki miti, ampak se mi ne vemo, kaj je bilo v resnici res. Zdaj smo spet pri zgodbah. Plutarh je bil zgodbar, ne? In zgodovina je očitno, ne, sploh ta njegova, pa tudi zgodovina Kasijadija in vseh ostalih, ki sem jih pač predelovala v tem času, je pač sam zgodba, ne. Ne vemo, kako je prišla k Cezarju. Je pa res, ko sem se pa lotila teh prizorov, teh mitskih prizorov, sem pa naletela na marsikakšno težavo, ne, ker pač kako je Kleopatra iz Peluzija, ne, ker pač sem bila kar nekajkrat v Egiptu,
prišla do Aleksandrije. Ne, v tako kratkem času. To je žgalo je sonce, ker to se je dogajalo pač v zelo vročem obdobju. Močvirje je bilo, tam so jo čakali pač sovražni vojaki njenega brata. Mislim, kako se je ona sploh, to je zelo, zelo dolga pot, ker moraš čez Nilovo delto, ker ne samo grozljiv mrčes, ampak so krokodili, ki so pač z razlogom v Egiptu božanstvo, ne, ker so bili blazno smrtonosni. In kako je ona sploh mimo vseh teh stražarjev prišla do Cezarja, ne? Mislim, sam z enim mečem pač tisto preprogo prerežeš na pol, ne? Mislim, tako, zelo so to nenavadne stvari, ne? Ampak so pa literarno in upodobitveno zanimive, zato verjetno tudi pač ustrajajo kot zgodba, ker so dobra zgodba, ne? Se to, kar praviš, ko si prej omenila, ne? Pač ta zgodba o njej, ki so jo prvič pisali mnogo kasneje in drugič pisali v bistvu njeni sovražniki. Ne? Zdaj, kar se tega tiče, je tvoj roman seveda tudi, ne bom rekel političen roman, ampak opisuje vse te politične intrige, vsa ta zakulisja in to na v bistvu izjemno spreten način, ker kot da bi se sicer ukvarjala z notranjo politiko, česar pa vemo, da se ne. Kar pa vemo, da se ne. Kako si v bistvu pristopila k temu? To misliš name? Na te mislim, ja. O tebi. Ja, to pa je največji kompliment, ki sem ga kdaj dobila, ker moji možgani, jaz verjamem, zdaj v zrelih letih, da je politika vse, tudi to, da lahko sedimo tukaj, ne, in se pogovarjamo o tem in se bomo mogoče tudi pogovorili o čem drugem. V glavnem, moji možgani so pa za politiko popolnoma zablokirani. Jaz res občudujem ljudi, ki jih to fascinira, ki to vidijo, spremljajo. Ne? Jaz jo spremljam samo tako, kot jo čutim na svojem telesu. Ne? In to jo zadnje čase čedalje bolj čutim. V glavnem, ja, politika je bila del nje. Ona je bila ena najhujših političark tistega časa. Jaz sem se pogovarjala tudi z raznimi z egiptologi iz Aleksandrije, pa iz Kaira, pa iz Kairskega muzeja, nekdani direktori Kairskega muzeja, pa podvodnimi arheologi in tako naprej. Res ljudje, ki so imeli res izjemno znanje, ves čas se odkrivajo nove podrobnosti o Aleksandriji, ki je pod vodo v Aleksandrijskem zalivu in nove podrobnosti o njenem življenju. Ampak vsi so mi rekli, ni bilo bolj pomembne vladarice, ne samo v Egiptu. Jaz sem potem malo razmišljala, najverjetneje, mogoče Elizabeta I, ampak najverjetneje v celi zgodovini človeštva ni bilo bolj pomembne vladarice. Ker nisem to sama rekla, ampak tudi tako sem pa kar teh vladaric nekaj preštudirala. Tudi ta Hatshepsut, recimo, ki je bila tudi Kleopatri najverjetneje vzor, se je imela vse spise v Aleksandrijski knjižnici, je imela tako bogatstvo Egipta, ne, mistike, znanja, matematike, medicine, kot zakladnico vzhodne medicine, filozofije, aritmetike, astronomije in tako naprej. Ne vzhodno, grško sem hotela reči. Ne. Tako da v njeni Aleksandrijski knjižnici so se res skrivala vsa ta znanja, ki si zdaj domišljamo, da jih lahko najdemo na spletu, ampak mislim, da je to kar iluzija, ne. Ker tam je bilo vse urejeno in znanja, ki so pač s potresom izginila. Ne? Zdaj sem jaz malo zašla, ne? Verjetno iz politike, ampak ja, bila je zelo mogočna političarka. Prosim? Z ognjem. Ne, ni z ognjem zgorela. Ne. To je spet en mit, da je Cezar, ko je hotel zažgati lastne oziroma njene ladje, ne? V tistem boju, v tej aleksandrijski vojni, da naj bi pač ta ogenj zajel tudi pristanišče in Aleksandrijsko knjižnico. Ampak je mogoče zajel sam en del, to imam tudi v romanu, so pa zdaj si pač znanstveniki in zgodovinari kar edini, da so bili to potresi. Vsaj te tudi egipčanski, s katerimi sem govorila, so pač dokazi, da je bilo več potresov in na koncu še velik orkan, tsunami, ki je dokončno pogoltnil Aleksandrijo. In Napoleon, recimo, ne, ki je hotel biti veliki Aleksander, tako kot večina teh fantov, on je, ko je prišel v Aleksandrijo, da bo zavojeval in znanje in hkrati ne, to starodavno mesto, ne, kjer se je vse dogajalo. In je prišel in je videl en obelisk in en napol polomljen obelisk. Ne, in eno navadno vas. Ne. Takrat, ko je pač Napoleon korakal, ni bilo od Aleksandrije ničesar več, ne, nažalost. Ne. To so svetovi, ki izginjajo. In če lahko še enkrat, ker ravno tam je Diana Matkovič, ki je duhovno povezana z Aleksandrom Hemonom,
Aleksandar Hemon je rekel, da ga zanimajo svetovi, ki izginjajo. Njega recimo te sefardski judje in ta njihova kultura in glasba, ki nas ne. No, mogoče lahko rečem samo še eno stvar. Mene zanimajo svetovi, ki izginjajo. Ne? In kako mi izginjamo v njih, ne? Kot smo imeli na začetku. In kako se izgubljati v teh svetovih in kako se potem v njih najti. Kako ste kaj s plezanjem po drevesih, Irena? Otroštvo zelo intenzivno, zdaj pa imam kar naenkrat vrtoglavico, tako da se nikamor prav visoko ne spuščam, ne vem, od kje se je to pojavilo. Se pravi, če zdaj rečemo, zaključek tega današnjega večera je ta, da bomo vsi skupaj šli tlele par korakov na Rožnik in splezali vsak na svoje drevo in tam... Bom jaz zbrala najmanjšo smreko. Boš ti zbrala najnižje. Ja. No, ampak ta ideja tega, plezati na drevo, ja, to je zgodba, to je zelo lepa podoba. Neke razstave v Trstu, na katero sem naključno naletela, pač uredila jo je kustosinja, ki zbira amaterske fotografije žensk na drevesu in res razstava je bila fantastična, ampak potem je ona napisala skoraj da knjigo o teh zgodbah, o pač ženskah, ki so nekoč plezale na drevesa, ko je bilo to prepovedano in so na ta način izkazovale neko svojo svobodo. Tudi prva človečnjakinja Lucy, pač njeno okostje, najbrž je pač ona res tam živela na drevesu, kaže na to, da je umrla tako, da je padla z drevesa. Tako da... da preverjamo umestni čas. Jaz mislim, da pa še malo pa moramo biti skupaj, ali ne? Je vroče? Ne, preverjam zgolj to, če bi slučajno ponudil mikrofon še ostalim, ampak ga zaenkrat še mičkan ljubosumno držimo zase. Irena, še en od tvojih tekstov, ki se mi je zelo sedel v srce, je tekst o medvedu. In kar mi je spet, ker sem bral knjigi usporedno oziroma eno za drugo, nagovorilo je to, da sem neke elemente tega medveda prepoznal potem v tvojem Marku Antoniju. To pa ja. Pa ja, ne? Ampak mogoče, če nam najprej razložiš, Irena, ti to zgodbo o medvedu oziroma ta lik. Lik medveda me je od nekdaj, jaz imam ogromno doma knjig o medvedih. Jaz ne vem, nisem nikoli si racionalno to skušala razložiti, ampak medved je sigurno neka žival, ki ne samo, da je mitološka, ampak je tudi neverjetno podobna človeku. Tudi severni medved ali pa ne vem, če medveda odrejo, še posebej medvedko, je zelo podobna ženski, ima obline, ne samo to, medved velja tudi za velikega poznavalca zelišč, nekateri celo menijo, da zna nabrati zelišča, ki ga uspavajo čez celo zimo, tudi svoje berloge napolni z rastlinami, ki odganjajo bolhe in druge zajedavce. Tako da vedela sem, da bom pač ko bom pisala o gozdu, da moram napisati zgodbo, esej tudi o eni živali in sem takoj vedela, da bo to pač medved. Je pa res, da sem se zaljubila tudi v neko knjigo, Marianne Engel, Medved, to je kanadska pisateljica, žal je umrla zelo mlada. Margaret Atwood je večkrat napisala, da je to najboljši kanadski roman. Skupaj z njo se je tudi Margaret Atwood, takrat, ker pisatelji pač niso nič zaslužili, sta se odločili, da bosta napisala erotični roman. Margaret Atwood ga ni, ona ga pa je. In to je zgodba o neki knjižničarki, ki gre na nek otok pač nekje na severu v Kanade in tam popisuje neko knjižnico in v bistvu se zaljubil pravega medveda. Ta knjiga bo zdaj celo izšla pri Umku in jo zelo priporočam. In Marianne Engel so vprašali, zakaj je napisala to knjigo, večkrat so jo spraševali, zakaj je ta nenavadna knjiga, ker to ni mitologija, to je res pač zgodba o ženski in medvedu. In ona je rekla, premišljevala sem, koga bi se zaljubila, nekdo je potrkal na vrata in prišel je medved. Super. A ti si odraščala z medvedi, ker si pač z Notranjske, ne? Ampak zdaj nekako se mi zdi, da je ta paralela Ireninga medveda in Marka Antonija te nekako nagovorila oziroma se ti zdi smiselna. Veš kaj, mene Irenine zgodbe nagovarjajo na neke čist druge moje intimne zgodbe, pač iz otroštva in če bom jaz začela zdaj govoriti o medvedih, bo tudi zanimivo, tako da ne bom.
če pa rabimo nujno paralelo, ne, razumem, ko mi je Irena poklonila ta roman, ga nisem mogla brati, ker se mi je zdelo malo noro, nenavadno. Potem pa sem čedalje bolj vstopala v ta roman in nenadoma sem videla, da ne vem, zdaj razumem, zakaj so pač Egipčani verjeli, da samo živali poznajo jezik bogov, ne. To, kar imaš tudi ti potem. Ja, kaj je fascinantno je, da egipčanske podobe imajo živalsko glavo in človeško telo. Mislil bi si glih obratno, da je živalsko telo bolj trpežno, ampak očitno jih je zanimalo prav to, kako živali vidijo svet, njihovi možgani v resnici, ne? Ja, mislim, ta Salima Ikram, ena najbolj teh znanih teh egiptologin, je preučevala, meni se najprej zdelo tako malo nezanimivo, tebi se ne bi zdelo nezanimivo, preučevala prav mumije, živalske mumije, ne. Ampak ko sem z njo govorila, tam na tistem vročem soncu v dolini kraljev, sem gotovila, kakšen je bil ta stik starih Egipčanov z živalmi, ne. Mislim, mi smo ta stik počas zgubili, ne, in zato je ta knjiga od Irene tako dragocena, ne. Kar se pa tiče Antonija in medveda, ja, je pa bila mogoče malo nenavadna kombinacija te sofisticirane, hiperinteligentne ženske, ki je vladala polovici takrat znanega sveta in bila tudi najbogatejša in skratka, samo ni imela tako dobre vojske kot pač ta divji zahod, Rim, ne, ki mu so mu rekli tudi neke vrste Minotaver, ker je požiral vse, ne, prodiral na vzhod in požiral vse za sabo. In ona je bila edina, ki je toliko časa ohranila pravzaprav ta svoj Egipt. Takoj, ko je Oktavi, kasnejši Avgust, porazil njo pa Antonija pri bitki pri Akciju, ki jo nekateri zgodovine pač pripisujejo veliko večji pomen, kot ga ima sicer običajno v zgodovini, ne, ker pač je bila res bitka med vzhodom in zahodom, med kulturo pač takrat dost še nerazvitega Rima, ne, moramo vedeti, da takrat je bil Rim zelo nerazvito mesto. V času Kleopatre Aleksandrija je bila pa tako kot New York v 20. stoletju, ne, pač vse, ekonomija, lepota, dizajn, 400 gledališč, Rim je imel samo eno, pa še to je postavil Pompej Veliki in točno na tistem gledališču so Cezarja potem ubili, ne, v senatu. No, skratka, hočem reči, da taka sofisticirana ženska, ne, mogočna ženska, je seveda, jaz sem se to ves čas spraševala, pa to se tudi vsi tisti, ki so pisali in biografije zgodovinske o Kleopatri in tudi romane, ker je tudi veliko romanov, tudi veliko sem jih prebrala, ne, noben me ni čisto zadovoljil, zato sem mogla ga napisati jaz. No, ampak zakaj, a se je ona res zaljubila v Cezarja, ne? Ona je imela v 20 let, on 50, prosim. Mark Antonija. Ne, v Cezarja. In potem spet, kako spet je uspelo še v enega Rimljana, ki je spet stopil po Cezarjevi smrti, spet postal, ne, imperator. A se je zaljubila v Marka Antonija, ki je bil pa res medved v primerjavi z Cezarjem. Cezarjem bil pa pač tako so ga opisali tudi sodobniki, pa od Cezarja vseeno nam je nekaj ostalo, ne. Mark Antonij nekaj dosti napisal, Cezarju so vsaj, kar je pač ostalo, vse te bele galiko, pa vse to so mu pisali tajniki. Hočem reči, da je to nenavadna stvar in meni je v bistvu v tej drugi knjigi prav to zanimalo, ali je res bila mogoča ljubezen med pač tem surovim, ne, Markom Antonijem, ki je pa kakorkoli tudi imel šolanje, retorično šolo na Rodosu, tako kot Cicero ali pa tako kot Julij Cezar. Tako da, ja, v knjigi pa je mal medved, ampak mislim, da se je ona zaljubila v medveda, no. Da končamo v stilu. Tako, kako se zaljubiti v medveda. Bi kdo od vas, res vas je veliko, vas je lepo videti, bi kdo od vas mogoče kakšno stvar pobaral, pripomnil, vem, da imamo tudi nek mikrofon, tako da boste slišani, pokolikor se za to odločite. Ampak gled, čisto do gozda so. Globoko v gozdu. Ja, če ne bo nihče nič vprašal, bom jaz zastavil eno izjemno dolgočasno vprašanje. Namreč, ampak je pomembno.
pač raziskovalni vidik vajnega dela, ker jasno je pri obeh, da je tukaj v ozadju ogromno raziskovalnega dela. Irena, pri tebi, sploh s tem množstvom referenc, ki si v bistvu ki sledijo ena drugi, jasno, Vesna, tvoj roman je bolj fokusiran na konkretno osebo, ampak še vedno je popolnoma jasno, da je tukaj v ozadju ogromno dela. Sej nekaj ste o tem že govorili, ampak v bistvu kako poteka ta dialog med, se pravi, čist racionalno odločitvijo, nekaj bom prebrala zato, ker nekaj bom raziskala zato, ker je to nekaj, kar me zanima in kar je tudi v končni fazi povezano z literaturo, ki jo pišem, koliko so pa tukaj v bistvu neki prebliski, ki se dogajajo zelo spontano, kako je recimo pri tebi s tem? Ne vem, meni se zdi knjiga še tako fascinantna stvar. Tako, ko začneš eno brati, potem se ti odpre še neka nova knjiga. Mislim, meni se zdi, da knjige tako noro komunicirajo med sabo, tako kot nevroni v naših možganjih. Tako da, ko sem začela neko temo raziskovati, bi samo še brala. To je malo težko, zato je tudi ta knjiga tako dolgo nastajala, ker so se mi odpirale vedno nove ideje. Tako da pisala sem pa prav zaradi tega z velikim užitkom. Kako pa ta raziskovalni proces poteka, je pa to, da si jaz zelo veliko izpisujem iz knjig, imam neskončno veliko teh blokov. To počneš sicer vedno, ne samo zdaj, ko se recimo fokusirane. Zato tudi na tak način pišem, zato me recimo eseji me tako tudi egoistično zanimajo, zato ker so moj užitek v branju. Tako da tako kot sem že rekla, ena knjiga odpre novo knjigo in ta druga novo knjigo, tako da to res ni konca. In tle sem veliko prebrala, ne samo nekih poljudno-znanstvenih knjig, ampak tudi veliko literature. Mislim, jaz sem zelo vesela, da sem se v enem poglavju, ki govori o partizanih, ker me je zanimal gozd, pa partizani so me zanimali, kako so te mladi fantje, ki so šli nekateri za 4 leta v gozd, in punce seveda, nekateri iz mesta, kako so oni doživljali gozd, kako so preživeli te zime, a so videli kdaj medveda, a so videli volka. In potem sem valjda se zatekla k 2 mojima ljubima avtorjema na to temo, in sicer Kocbeku in Zupanu. Manuet za kitaro je tako krasna protivojna knjiga in fasciniralo me je, koliko veliko o naravi Zupan piše o njej. On recimo reče, 2 stvari pogrešamo v gozdu, ženske in knjige. In potem, ko gleda, mlado drevje, si kar predstavlja, kako on lista knjigo, kako lista te liste in jih na nek način bere. Oba pa sta, Kocbek in Zupan, pa sta veliko pisala o tem, kako bo človek, Slovenec, iz gozda prišel preobražen. To se pravi, točno o tem, o čemer govorijo vse pravljice o gozdu. Nekdo gre v gozd, se zgubi, pride ven in ugotovi, da so se vsi postarali, samo on je še zmeraj mlad ali pa ne. To se pravi, oba sta sanjala o preobrazbi slovenskega hlapca v nekaj močnejšega, bolj poštenega, bolj moralno popolnega. Tako da ko sem pisala to poglavje, sem uživala pač v branju še enkrat dnevnikov Kocbekovih in seveda tudi v branju Zupana. Nekje si tudi zapisala, da če bi bil Manuet za kitaro napisan v katerem od velikih jezikov, da bi bil pač svetovno znan, s čimer zdaj vam tako mi je. Neverjetno je dober roman, ga priporočam še enkrat v branje. Tudi zelo aktualen je glede na svet, v katerem živimo. Ker tam koncev v tem romanu se srečata 2 sovražnika na stara leta in se pogovarjata, kaj je sploh vojna in kakšen absurd je vojna. Tako da Vesna, tvoj projekt Kleopatra je pa trajal pač in ima neko drugo logiko trajanja in nastajanja, ker je pač v bistvu, tako kot si rekla, 20-25 let nazaj ta prvi preblisk, potem pa kako pa je to potekalo, se pravi, kakšne so bile etape, vmes verjetno neka obdobja, ko to sploh ni bilo aktualno. To s temi etapami ne bom zdaj dolgočasla tega čudovitega občinstva, ker so pa vse nekako bile povezane z ključnimi dogodki v mojem življenju. Na nek način, ko se je rodil moj sin, sem imela prvič čas, da lahko, malo se smešno sliši, ampak ni mi bilo treba konstantno pisati, ves čas sem bila pač povezana s tem malim bitjem, ampak ko je bitje spalo, sem jaz nenadoma imela zelo velike inspiracije.
In takrat so se tudi zgodila ta poglavja. Ne, jaz drugače mogoče ne bi znala napisati, kako se je Kleopatra počutila. Mislim, res rabiš en košček svoje izkušnje, da nalepiš, ne, v te like, ki jih pač ustvarjaš. Mislim, recimo drugi del Kleopatre je gotovo zaznamovan s tem, da sem bila jaz v Palestini, ne? In se tudi prepleta zadnji del knjige s tem. In se je to čisto organsko zgodilo. Jaz sem najprej hotela zgodbo o Herodu in Kleopatri vreči ven, ker pač to je bilo res eno zelo kompleksno življenje, ki je bilo obkroženo z zelo pomembnimi ljudmi, ki so takrat krojili celotni ta znani svet, ne? Celotni Levant, pa mislim pa konec koncev vse je vplivala na Rim. Če ni bilo žita, ne, iz Egipta je Rim gladoval. Ne? Se nam lahko zdaj takoj pojavijo usporednice. Ne? In če ne bi Oktavij oziroma kasnejši Avgust porazil Kleopatro pa Antonija, bi pač mi ne bi poznali verjetno Rima, kakršnega poznamo zdaj, ker so čisto vse znanje, bogastvo, zlato, kamne, način gradnje, vse so prenesli v Rim. Ne? Vse, kar vidimo mi po tistem trenutku, ne, ključno z tem čudovito lepim, zakaj se zdaj ne moram spomniti, Panteonom, to je vse takoj po porazu, ne, Egipta. No, hotela sem pa to reči, da je ta Herod, ki mi je blazno vznemirjal, že kot punčko, ker sem veliko brala Sveto pismo, ne vem zakaj, ampak res se mi zdi, da še vedno znam čisto vse zgodbe Svetega pisma na pamet in vse njihove junake. In se mi je, ta Herod je bil vedno negativec, celo v Svetem pismu. In potem se mi nenadoma pojavi v Kleopatri in tako kot je rekla, v knjigah o Kleopatri, in tako kot je rekla Irena, in ena knjiga za drugo, in jaz sem začela pač to raziskovati. In on je bil kar ključen igralec za to, da je prevladal Rim. On se je bratil tako z njegovo očeno s Cezarjem, potem se je pa ta Herod začel bratiti in mu je Kleopatra pomagala, da je zbežal iz Judeje, ker njegovo ljudstvo ga ni želelo, on niti ni bil tako imenovano čistokrven Jud, ni bil po tisti liniji njihovi pač svečeniški. Jaz zdaj se ne bom vseh imen spomnila, ker tudi jaz ne morem vsega zapomniti, ne. Je preveč bilo podatkov, ampak je zelo zanimivo, kako se je zgodovina tudi v Judeji zaradi tega Heroda čudno obrnila, ne. On je v bistvu začel kolaborirati z Oktavijem in Antonijem, se potem z tem medvedom Antonijem zelo zbratil. V trenutku, ko je začutil, da mogoče se bo tehtnica začela nagibati v smer Rima, je v ključnem trenutku izdal Antonija in Kleopatro, odtegnil vojsko in se pač povezal z Oktavijem. Da ne govorimo o teh neznosnih njegovih krutostih. On je že takrat slovel po svoji krutosti, ne, ta Herod. To je ta, ne, ki naj bi... Ne, to je njegov sin, pardon. Takega poznamo iz Svetega pisma. To je... Sem se pač celo malo zmedla, ker sem hotela preveč na hitro vse povedati. Ampak ključna stvar se mi zdi, da je judovski vladar, ne, v bistvu izdal lastno ljudstvo, judovsko, in jih dal poklad vso aristokracijo, svečenike, dovolil, da so rimske legije ukorakale v Judejo in se je z Judi na območju Judeje, Palestine dogajalo podobno, kot se recimo dogaja zdaj. To so bile poti, cele ceste so bile polne, ne vem, koliko so jih, toliko križev je bilo, mislim, da so jih 500 na dan križali Judov, Rimljani, ne. Tako da se mi zdi to tako nenavadno. Se pravi, Jud, ki je svoje ljudstvo izdal in takoj, ko so se začeli upirati, ne, in od tukaj izhaja ta zgodba Jezusa, ne, ki je v bistvu bil na nek način upornik, tako trdijo pač tisti redki zgodovinarji, ki so si drznili pisati zgodovinsko biografijo Jezusa. In Kleopatra je bila v bistvu samo 30 let narazen. Ne. Zdaj, a mi res verjamemo tej zgodovini, da se štetje naše začenja z Jezusovim rojstvom? Kje se je zares rodil? A se je res v Betlehemu rodil? Če se je pač tam rodil David, to naj bi bilo zgodovinsko dokazano, to, da se je pa Jezus rodil v Betlehemu, pa pač ni dokazano, ne? Ker ne more biti. In skratka, in potem me je to čedalje bolj vodilo v ene čudne prekate, tako da se bojim, da bo naslednja knjiga. Ne bom nič rekla. Se oproščam, malo me je zaneslo, ker nisem mogla spomniti natančno nekega podatka in me je pa
Se oproščam. Super te je zaneslo. Oziroma, odlično si se izgubila. Ja, zdaj pa imamo, torej, odlično, imamo vprašanje oziroma... Dober večer. Zavestno imam vprašanje. Upam, da mi ne zamerite, če malo skrenem na pot novinarstva z opažanjem in vprašanjem. Mogoče niti ne gre toliko za novinarstvo, kot gre za prisotnost v svetu. Pač, ko sem sama začela delati na področju novinarstva in kulture in literature, je pač tako, na 3 načine se pri nas poroča o literaturi. Recimo, preuzvišeno, prazno in dolgočasno. Obstaja neka uniforma, kako naj bi o umetnosti govorili, prihajali do nje s sklonjeno glavo in tako dalje. In to, kar si ti prinesla, Vesna, s svojimi intervjuji, je bil pač pogovor človeka s človekom. Zanima me, kdo si ti kot oseba, in v to vnesla neko živost. In seveda, vedno, ko delujemo v nasprotju z tem, kar je dominantno v okolju, jih dobivamo po glavi, zaradi tega, ker kažemo, da je drugačen način tudi možen. In me v bistvu zanima dvoje, kako si to občutila, pa tudi, če tako se mi zdiš po svoje skromna nekako v tem, kako sebe vidiš, no? Oprosti, če sem zdaj preveč, ampak če se zavedaš tudi tega vpliva, recimo, no? Mislim, ker, da rečem, jaz vedno iščem metodo in tle sem tudi našla pri tebi eno metodo, kako delati intervjuje. Če se tudi zavedaš, da si to povzročila, no? Metodo si našla. Wow. Ja, to pa je lepo slišati, ampak jaz bi najraje odgovorila, jaz sem skromna, pa na to vprašanje ne bom odgovarjala. Ne bi se pa strinjala, da se zdaj o umetnosti poroča dolgočasno, ne? Ali pa mogoče, ponekod res, ja. Se mi pa zdi, da vseeno, no? Naše kulturne strani, pa to, kar zadnje čase berem Irenine članke o umetnosti, o literaturi, jaz se tako ne upam pisati drugače, kot samo tako, da se usedem tako kot Boštjan Narat in govorim, ne, z osebo. Jaz si ne upam podajati mnenj zares, ne, mogoče ob kakšni kavici. Drugače pa se mi zdi nekako, da nimam pravice, da nisem usposobljena, ne, zato se vedno vračam k temi, ki me pa od nekdaj najbolj vznemirja. In ko sem bila še mlada in naivna novinarka, sem rekla, jaz sem kanibal, jaz obožujem ljudi, jaz se potapljam ljudi, ker sem rada iskala take patetične besede, ki jih je tudi v Kleopatri kar precej. V glavnem hvala, draga Diana, da se ne bomo dajali medsebojnih komplimentov, ampak ko sem prebrala te zadnje, ne bomo si dali komplimentov, bi pa omenila res Nelo Malečkar, ki je bila zame ikona takrat, ko je pisala za Razgled tiste dolge intervjuje, čudovite, človeške, ne, razpoloženjske. In potem je enkrat že dolgo nazaj, ko smo pri nas na Sobotni že resno delali še več člankov, poleg recimo velikega intervjuja za Sobotno, in mi je rekla, kako zmorete, jaz sem bila čist uničena, ko sem naredila en intervju na mesec. Seveda, ker je prebrala za en intervju, da ne vem, 20 knjig tega avtorja in tako naprej, ampak en intervju na mesec, pa to bi se zdelo, ne, kot raj. Tako da ja, ta hiperprodukcija uničuje, jaz nikoli ne morem ničesar očitati kolegicam ali pa kolegom, novinarjem, ali pa tudi sebi moram začeti tudi manj očitati, ker ne zmoremo, ne gre več, v hiperprodukciji ne gre. Je pa to vedno znova užitek in da ne govorimo o Manci Košir, ki je bila pa pred Nelo Malečkar, ko sem pa brala intervju z Vitomilom Zupanom, jaz bi ga brala znova in znova in znova. Mislim, preberite si to knjigo, ki je pa tudi prišla pri založbi Umko, Mančini intervjuji, taka zelena knjiga je z Marjanom Rožancem. Mislim, to, jaz ne vem, to je nekaj najboljšega od Mance. Res so genialni pogovori. In to je bilo pa za tisti čas zelo, zelo napredno, ne. Potem so bila 80, pa so bili spet vprašanja daljša od odgovorov, pa je vsak hotel biti bolj pameten kot sogovornik, skratka, ne, ta hermetizem. In se mi pa zdi, da se pa v literaturi, če smem povedati, pa to malce spet vrača in mi je mogoče malo žal, ne. Da hočemo biti vsi, mislim, jaz nisem pametna, pa niti nočem biti, ampak da se ta pretencioznost, ne, da bomo neka visoka literatura, ki pač ne more stopiti iz pedestala, ki jo razumejo samo izbranci. Ne bomo šli menda jaz spet v to smer, ne. Dajmo biti, vse smo, mislim, že tako je literatura ogrožena živalska vrsta, ne. Tako da, ja. Hvala, no, Diana.
Irena, ti si tudi novinarka, še ti kaj povej. Ti si zelo povedal. Ja. Ne. Ja. Najprej bi čestitala za Globoko v gozdu. Prebrala sem jo danes, sem pofotkala zadnjih 20 strani, ker sem jo že dajala naprej, ker sem jo že obljubila naprej, pa mi je zmanjkalo časa, tako da sem brala danes na kavi na telefonu. In zdaj sem malo vznemirjena, ne vem zakaj, ampak ta nek občutek je, da ko berem tvoje intervjuje, ne vem zakaj te tikam, pardon, pa knjige, da si v bistvu zapišem ful enih stvari, tako res referenc imam za par strani. In se mi zdi ta empatija, pa ta v bistvu zanimanje za sočloveka, pa za vse te ljudi, ki so živeli, ki so te inspirirali in ki so pripeljali, da ti pol plavaš v morju in se sprašuješ, zakaj ne morem pisati tako kot te mlajše avtorice iz sebe, tako, veš, kaj imaš to poglavje, ne? Se mi zdi to tako blazno lepo ta boj, no, gledati in me zanima za obe vprašanje, usedla se bom, za obe vprašanje, pa navajena sem nastopati, to je zdaj čist čuden. Tako, po mojem polna sem enih občutij, no. Rekli ste, da se imperiji končajo, ker ni prostora za ženske, ne, ker so nevidne. In me zanima, a imate kakšne rituale, do tega sem vprašanja hodila priti, rituale ali pa načine, da se povežete s svojo ženskostjo, poleg gozda, poleg knjig, poleg ljubimcev, poleg hrane, neke take zelo specifične, me zanima, mogoče, če se kaj spomnite, kaj... Ja, pardon. Hvala za vse, za te besede krasne. Ne vem, kakšnih ritualov, ne vem, to smo, kar smo, jaz mislim. Jaz sem bila tudi ta knjiga o gozdu, sem bila presenečena, kako v bistvu je knjiga o telesu. Ni to samo knjiga o možganih, o nekih ugotovitvah, ni o filozofiji, čeprav filozofijo imam zmeraj rada, zato ker imam rada razmišljanje. Ampak ta knjiga je moja najbolj ženska knjiga, točno zaradi tega, ker govori o telesu, ker sem jo v bistvu na nek način spustila skozi svoje telo. To je moj odgovor. No. Tako kot Vesna Kleopatra, tako kot si prej rekel. Ne, jaz si pa ful želim, da bi pač imela to disciplino, da bi počela rituale. Ne, jaz bom pa zdaj nekaj povedala, ne. Če bi kdo poznal življenje Irene Stavdohar, vsaj delno, ki ga tudi jaz ne poznam, ker je pač tako skrivnostna kot gost, o katerem piše, bi si želel, da bi čisto vse te njene rituale in navade pač začel prakticirati sam. Jaz sem čist drug človek, jaz sem človek kaosa, ki ga poskušam nekako spreminjati v nek kvazi red, ne, in je to zelo težko za moje možgane. Irena je pa človek užitka, ampak tega res, mislim, užitka vseh vrst, ne. Ona uživa, ne vem, gremo na kavo in tam je ptičica in jaz ravno govorim nekaj zelo dramatičnega, nekaj zelo pomembnega. Joj, pa si ga videla, le kakšno ima ona, a je to sinička? Sama briga me ta sinička, mislim, res. Res je to, ja. Res je to. Najni konflikti so povezani. Ampak pa se pa spomnim, zdaj skozi to knjigo Gost, sem se pa spomnila, da jaz sem bila ista kot punčka, ne. Kdaj sem si to odrezala, ne. Jaz mislim, da moj ritual bo sam, da bom začela več hoditi v gozd in to zjutraj, ob jutranji rosi. Drugače, kar se pa tiče teh mističnih ritualov, se mi pa je zelo intuitivno počela že zelo dolg čas, ne da bi pač sploh vedela, kaj to so, in potem je začela to Irena raziskovati. Res. Te magične, mistične stvari. Res. Ti zmeri govoriš, da sem jaz zelo racionalna. Ja, ne, zdaj vidim, da sem jaz v bistvu poseben racio v primerjavi z Ireno. Ja. Se šalim, no. Tako da ne bomo razkrivali ritualov, ampak da bi obstajali rituali za to, da bi vsak človek res spoštoval samo eno zapoved. To, da se veš, kaj bom rekla, pa se ti zdi patetično. Povej. Ne, to je... Ne, mislim, se čist
preprosto in banalno, ampak res sem to, kar je bilo že v Mojzesovi knjigi in kar je rekel že Jezus in kar Irena 100-krat napiše v knjigi. Jaz pa v tej Kleopatri malo manj, ker takrat ljudje niso bili tako, mislim, ne. To pač, da bi res samo šli vase in delali tisto sebi, kar pač bi si želeli, da nam drugi delajo in drugim tisto, kar bi si želeli, da pač delajo nam, ne. A sem zdaj malo manj patetično povedala? Super si povedala. Zelo preprosto je, kaj ni? In ne gremo, ne gre. Jaz sem tako fajn, da sploh ne bi tega zaključil. Mislim, da na neki točki moramo. Mogoče je to ta točka, mislim, da je čas kar primeren. Ampak zdaj, ko sem jaz to rekla, veš, sem pa pomislila, ne? Ne, ni še to, trenutek še ni primeren. Skozi govorimo, da ne stori drugemu. A veš, mi, ko smo tukaj izbrani v tem občestvu, smo prepričani, da ne bi nikoli naredili nobene strašne stvari. Ne glede na to, če bi se zdaj zgodila ekstremna situacija, ker je čisto možno, da se bo. Ampak, a res, a veš, jaz nočem govoriti iz te pozicije, ne stori drugemu, ne, se jaz tudi počnem kakšne stvari, mogoče, pa se jih ne zavedam. Ne? Vsi imamo tudi to temno plat in zato ne bi si želela takšnih ritualov, kjer bi se zavedala, ne, tega, kar mislim in kar počnem. Ne? To, mogoče pa to najlepše, da se spomniš, ne, v trenutku. Zdaj me pričakujoče gledaš in pričakuješ od mene modro misel. Ti si filozof, jaz čakam, da boš popolnil to robato misel. Jaz mislim, da ni tle kaj za popolniti. Jaz mislim, da v tem prizoru, ko sem jaz zdaj že cel in tudi vi, cel večer priča, je toliko velik ene lepote in ene modrosti, da sploh, če imate obe dve pahlači, dajte tako, to je ta prizor, ki si ga bom z največjim veseljem in ne dvomim, da tudi vi, hvala, spravil v spomin in v srce, tako da res hvala za čudovit večer. Preden začnete ploskati, moram obvestiti še, oziroma vas moram opozoriti še na eno stvar. Prva je seveda ta, da sta obe knjigi tukaj, da sta na voljo, da si jih lahko umislite, da boste obe avtorici knjige tudi podpisovali, verjetno kar tukaj ali pa mogoče kje tukaj v bližini, skratka, brez težav jo boste našli. In pa še to, da tale kamnita miza ni edini prostor, kjer se knjige prodajajo, pač pa jih lahko kupite tudi noter, če bo gneča prevelika, kar se zelo zna zgoditi. To sem zdaj povedal. Jaz sem pa danes začela brati Band, oprosti, ker nisem prej, ki se začne s Koncem sveta. Njegov roman. Da tudi prodajajo. In author, the artist is present. No, hvala še za to reklamo. Skratka, zame osebno je tole danes zadnja stvar, ki jo moram narediti, preden grem v poletje. Ne dvomim, da je tudi za marsikoga izmed vas velja isto, tako da lahko rečem, da je to res čudovit uvod v poletje. Hvala vsem, ker ste prišli, predvsem pa seveda hvala Ireni in Vesni. Hvala tebi, res. Pa hvala res, da ste prišli. Hvala, res hvala.